večer, spoštovani gledalci in gledalke. V živo se oglašamo iz našega AKTV AGRF studija, kjer gostim obširno ekipo filma Idila, ki je danes veliki zmagovalec, če lahko temu rečemo. Dobil je Vesno za najboljši celovečerni igrani film in tudi scenograf je dobil Vesno za najboljšo scenografijo. To sta bili dve nagradi, ne? Še dve stranski vlogi, ampak sem jih iz seznama izpisal, ker Nika Drevenšek Jure Drevenšek in Nika Rozman. Skratka, zanima me, gospod Gorkič, kakšni so vaši občutki? Ste pričakovali to, da bo recimo temu v slovenskem prostoru, ki je pregovorno bolj umetniško, art naravnan, nagradila pravzaprav žanrski film Grozljivko? Mislim, definitivno tega nisem pričakoval, ne. Predvsem pa v zadnje čase, ko opažam ta žanr, ne. Mislim, vsaka umetnost ima svoj žanr, ne. Vsak film je pravzaprav v svojem žanru, ne. Se pravi, umetnost, veš, ker pač film je del umetnosti, ne, in ne razumem te dobesedno obsesije s tem žanrom, tako da... No, lani je Burger na svoji projekciji rekel, da zdaj se mu zdi, da prihaja obdobje žanrskega filma v Sloveniji. Možno. Mislim, glede na to, da je obdobje žanrskega filma v filmski industriji po svetu že zadnjih 80 let, mogoče čas, da res tudi prije v Slovenijo, ne. Kaj pa glede scenografije? Rekli ste, da ste veseli, da je take vrste film, če vas prav citiram, dobil pravzaprav, da je bil prepoznan kot dober v scenografskem smislu. Ja, seveda, za likovnika je seveda izziv ustvariti nekaj vizualno novega, ne? Kajti prekladati kavče in mize iz nekega odpada zna marsikdo. Redki pa so scenariji, ki ponujajo priložnost, da je treba ustvariti nekaj iz nule, da si treba zamisliti, da se je treba uskladiti z režiserjem, z vsebino filma, s tem, da dodamo tem elementom neko nadrealno vrednost, ki je asociativna in deluje na nekem bolj nezavednem nivoju, no. Preden se navežem na ustvarjanje v povezavi s fotografijo, bi rad samo opomnil našo AKTV ekipo, da tole snema, ker sem skoraj prepričan, da ne v navalu vseh strasti, ki so se dogajale v zadnje pol ure. Hvala lepa. Torej, bilo je rečeno, ja, ustvarjali ste začetka. Kako se je to kazalo pri delu s fotografijo? Ste enako ustvarjali od začetka, ste imeli kakšne reference? Kako, a ste tudi sodelovali verjetno s scenografom, kostumografom? Kako je? Ja, ne, seveda stvar je bila zamišljena tako, da seveda tako, kot pri vsakem projektu deluje celotna ekipa skupaj, kar pomeni, da smo se seveda o barvah, o postprodukciji že na začetku znali pogovarjati z ekipo, kar je pomembno. Drugače pa se mi zdi, da v bistvu sama fotografija nima dosti razlike, zdaj da bi rekel, Grozljivka je drugače snemati kot dramo. Fotografija, luč je luč in to vedno pri vsakem filmu je pomembna stvar. In ne bi rekel, da je kakšnih posebnih, da mogoče žanr zahteva nekaj posebenega od fotografije. Pa bi lahko enako trdili za kostumografijo. Največji izziv pri kostumografiji je bilo prav soočiti se z žanrom. Ker soočiti se z žanrom Grozljivke pomeni soočiti se z dubli kostumov. Prva stvar, ki sem o njej razmišljala, je, kolikokrat bomo mi to ponavljali in koliko čistih dublov belega t-shirta od Zine jaz potrebujem, ko Tomaž reče, stop, to ni v redu, gremo na začetek. Tako da v bistvu smo mogli že na začetku filma pred snemanjem, seveda, ko je potekel cel ustvarjalni proces, ko je Tomaž povedal, da hoče imeti ločene vizualne podobe plemena hribovcev in urbane podobe meščanov, smo se mogli pogovarjati tudi o tem, kako bo potekal produkcijski proces, kako bo potekalo snemanje samo, kolikokrat bomo ponavljali, kaj so naše možnosti. In to je bil v bistvu zame največji izziv kot kostumografa, ker v lanskem letu sem delala 2 celovečerna filma in oba sta bila žanrska, Vse brez časja in Idilo. In pri Idili je bilo kar zahteva.
narediti te kostume. Jaz bi sam še nekaj dodal, ne. Kar je bilo meni najbolj zanimivo, je bilo to, ne, da mi smo imeli tudi pol ene dele, ko so oni že umazani. Ne. S krvjo. Ja, pač z vsem svinjarijo, da je bilo treba potem tisti dubelj narediti točno tak, kot je bil ki je bil že umazan. Ne. To se mi zdi Tako da anekdota je ta, da smo mi klet snemali na Metelkovi v kleti in se stvar dogaja v realnem prostoru. To, kar publika vidi Zino, pa Mijo, pa Blica umazane, so oni dejansko umazani od tistega, kar je bilo tam na Metelkovi. Pa še ščiščeno je bilo prej. S tem, da ko oni pridejo ven iz kleti, mi to snemamo na Jezerskem in kaj bomo pa zdaj, tako da smo mogli cela produkcijska ekipa nabirati prah z sten na Metelkovi, stal na Metelkovi v posebne vrečke in označiti prah stav, prah stene in potem na Jezerskem lepo mazati igralce z enako barvo prahu, da bo to funkcioniralo v filmu. Prahom in pajki in vsemi ostalimi golaznimi. Omeniva še enkrat, kakšno pravzaprav pot čaka film, glede na to, da je zdaj dobil Vesno za najboljši celovečerni igrani film, predvidevam, da bo tudi naše gledalce to zagotovo zanimalo. Kje se ga bo dalo videti, a gre še festivalsko naprej in tako dalje? Festivalsko Če lahko mikrofon, prosim. Festivalska distribucija je, že pripravljamo za festivalsko distribucijo film, v bistvu že prijavljamo film na festivale globalno po celem svetu. V Sloveniji bo premiera 29. septembra v kinu Bežigrad in v kinu je od 1. oktobra naprej. Bo pa v vseh Cineplexih in pa v Kino Art mreži. Pa že načrtujete... Tako da se začne oktobra ta turneja po Kino Art mreži in pa hkrati se bo... Po Cineplexih in ostalih. Pa načrtujete že televizijsko premiero ali je to še predaleč? Že načrtujemo. Smo v fazi pogajanj za televizijsko premiero. In se še ne ve na kateri televiziji? Ne bom še rekel, bomo še pogodbe, pa ne bom še rekel. V redu. Mogoče še kakšni zadnji občutki ob tem, ko je film bil prepoznan, vaš trud je bil prepoznan? Ja, vsekakor smo presenečeni, da je v bistvu film dobil te nagrade, nekako to je majhen film. Težko se primerja z ostalimi produkcijami, ki so nastajale v tem letu po Budžetu, Tako da smo v bistvu seveda presenečeni in veseli, da se je te nagrade zgodile in v bistvu je to nek zagon za naprej. Jaz bom tudi rekel, da sem precej presenečen, predvsem to, ker Slovenija nekako ni neka taka radikalna država, pa ne bom rekel zdaj samo po filmu, ampak po nekem temu celotnem zunanjem izgledu v globalnem smislu. Imamo par nekih teh bolj avantgardnih, mogoče celo, če ni to pretežka beseda, umetnikov na različnih umetniških področjih, ampak so, bom rekel, to res dejansko posamezniki. Ni to zdaj, da rečeš, ne vem, Slovenija globalno je ful radikalna država. Mogoče je zdaj, ko so te meje zaprli pa vse te stvari, da se bo mogoče kaj radikalnega zgodilo, strani raznih privržencev teh in drugih plati, ampak kar se tiče umetnosti, je pa to zame veliko presenečenje, res tako bom rekel. Pa dajmo v luči rezanja denarja slovenskemu filmu zaključiti s proračunom tega filma. Za kakšno vsoto je šlo? Gledalci verjetno vedo, da poprečen hollywoodski film stane tam okrog 20 do 40 milijonov, pa vse do 400. Tukaj seveda ne gre za take številke, ker je, mislim, da je bil ne Petelini zajtrk, pa Šanghaj, tisti film pred leti, ki je imel, mislim, da 2 milijona evrov budžeta in to je bila neka tista visoka mera. Koliko financ imel? Tukaj bi jaz sam rekel, da tukaj ne smemo delati krivice, to je vsem prvenc. To ni zdaj moj 10. film. No, seveda, pa govorimo za širši kontekst. Ne zdi se mi zato, ker veš, vsem imaš ti razpis za prvenca, pa za ne vem, drugi ali 5 ali 6. film. In za prvenca ima neko omejeno vrednost in seveda, ne govorim v kontekstu tega, želim umestiti slovenski film v kontekst svetovne industrije, to želim. Celoten budžet filma je strukturiran to je subvencija Slovenskega filmskega centra in pa Studija Viba. To sta glavna dva financerja, potem je še lasten vložek, tako da nekje vrednost budžet tega filma je 350 000 evrov. New Frames je kazalo. Kar je malo za tak tip projekta, kot je Idila.
New Frame je pozabil, ker so nam tudi zelo veliko pomagali pri postprodukciji. Cel kup sponzorji pa prijatelji, ki so omogočili ta projekt. Potem pa vas samo še za konec vprašam, lahko mešano odgovorite. Vedno je vse, to je verjetno ne samo v Sloveniji, ampak vedno je na našem področju, se mi zdi, roka umije roko, roka da roko, pa enkrat ti zaston, pa drugič drugi zaston, kar je seveda dobrodošlo in zelo dobro za slovenski film, ampak hkrati pa ne najboljše za profesionalizem, se pravi za filmsko področje. Kakšno je vaše mnenje o tem? Se pravi, je že prav, da je recimo New Frame Kakšno je moje mnenje, ne? Ja. Bom jaz prvo pogosto za to rekel, sem slišal enkrat vic, ne? Zakaj toncem roke smrdijo? Zato ga skozi kole držijo. Tako temu, kako se roka umije. Izvolite. Ja, mogoče bi jaz pa kle dodal, da če smo že pri budžetih, tisti dejanski nekak budžet, ki se ga čuti in ki ga imamo za samo izvedbo, ne, je v bistvu še parkrat nižji, ne. Vse drugo je pač v opremi in tako naprej. Ampak da je možno toliko dober, vizualno toliko dober film, pustimo zdaj vsebino, žanr, to kakor komu paše, ne, da je to možno narediti, je nujni predpogoj neverjetna obranost ekipe in zaupanje. Jaz kot scenograf sem recimo delal že z več 100 režiserji mednarodnimi, sicer žal bolj na reklamnem področju, ne, ker pač v filmih ni takih izzivov, ki bi si jih želel. Moram reči, da je zaupanje strani režiserja bilo izjemno veliko in jaz sem imel veliko svobodo, da realiziram njegovo vizijo, ki jo je zelo precizno mi predal, tudi kostumu in vsem drugim sektorjem, točno precizno je vedel, kaj želi. Od tukaj naprej bom vzel vse, kar boste naredili. In smo se potrudili in naredili maksimalno, ne. Ker veliko energije se večkrat zgublja z tem nekim iskanjem, kaj bi, kako bi, ljudje ne vejo, režiserji, avtorji ne vejo, kaj točno bi in pol skozi so avtorje v bistvu iščejo, kaj bi, on je vedel, kaj hoče, to predal in od tam naprej prepustil, da smo lahko naredili po svoje. In smo se potrudili in naredili dobro. Jaz bi mogoče samo dodala to, da narediti tako vizualno in drugače dobre filme s toliko majhnimi budžeti pomeni tudi popolno samo izkoriščanje lastnih potencialov. To pomeni, da smo vsi mogli delati pod ceno 50 centov na uro. in ne bi dajali tega sporočila naprej. Ja, ker to ni Da fair. lahko naredimo dobre filme, zato da to naslednje je pa leto fair. ne moremo preživeti to sem in želel da pridemo v izpostaviti, ja. Portorož in da nimamo za pivo. Ne, to je samo sebi. Jaz, na primer, zdaj sem prišel, imam 10 evrov v žepu, 5 sem jih že zapravil, nimam. Ne, mislim, razumeš, pač... Mi lahko naredimo dobre Ampak filme. to nima veze, a veš, ker Celo temu, česa. če ti hočeš dober izdelek narediti, se moraš njemu pač posvetiti, a ne. A veš, in ni zdaj to neki, dajte vi 1 milijon, milijarde, pa ne vem kva. Ne, seveda, ampak ne, pač enostavno treba se za ne neko moraš, še vse nivo profesionalizma. to zahteva pač celostnega človeka, ne, a veš, saj sam veš, na primer, kako sva delala storyboard, ne, sva delala storyboard 3 mesece, ne, zato da je bil pač tak, kakor je bil na koncu, pač ne moreš delati zraven tezge, pa razmišljati tam, a boš šel to, zato ker pač ne boš imel stvari dobro videl, ne te, ne. In to je polovičarstvo in polovičarstvo pač, ne vem, meni Odgovor osebno je, ni da od všeč. nas zahtevajo profesionalne izdelke za amatersko plačilo. Tako. Eto, bolj. Producent kima in ja, ker je to... Ja, producentih je boš prišel do tega. Jaz bi se tenič, da se je ta film realiziral znotraj teh financ, ne, je seveda bil potreben, kar so avtorji povedali, pa absolutno angažma vseh avtorjev, vrhunska organizacija, pa v bistvu v 19 snemalnih dneh smo posneli celoten film. Tako da je bilo v nekaterih dnevih je bilo zbujanje 4 zjutraj, tudi zahtevne maske, ne, pa vseh sektorjev. Tako da ob 4 zjutraj so že začele priprave in potem cel dan kar, pa se strinjam, lahko tak nizek budžet ruši profesionalizem, če niso finance. Ampak to se lahko zgodi enkrat. Ja, enkrat večkrat ne moreš pa ponoviti. Ja. Ekipa filma Idila, najlepša hvala za obisk v studiu in še enkrat čestitke za nagradi. Verjamem, da niste zadnji. Se upravljali, pardon, 4 nagrade so bile. Mi pa gremo z našim programom naprej, ne vem še, kaj režija pripravlja, bo kak prispevek, bo infografika, v vsakem primeru ostanite na www.aktv.si, ker sledijo še pogovori.
zelo bučna zabava. Z menoj v studiu pa je že gospod Metod Pevec, režiser dokumentarnega filma Dom, ki je danes dobil 2 nagradi, in sicer Vesno za najboljši dokumentarni film in nagrado občinstva za najboljši film. Čestitke. Hvala. Še enkrat, kakšni so občutki? Glede na to, da je film zelo socialno naravnan, je pravzaprav zanimivo, da je dobil nagrado občinstva ob recimo drugih filmih, ki so bili bolj žanrsko usmerjeni, bolj recimo mladinsko usmerjeni, je vendarle dobil vaš film nagrado občinstva. Zakaj mislite, da je prišlo do tega? To zdaj ne vem, to bi bilo treba občinstvo vprašati, jaz samo ugibam lahko. Jaz sem predvsem vesel te nagrade, zaradi tega, ker iz izkušenj vem, da so vse druge nagrade za potencialno občinstvo preveč sofisticirane in da je prav nagrada občinstva tista, ki je najbolj kredibilna in ki ljudje verjamejo in potem se morda na osnovi tega odločijo, da grejo pogled. Če bo drugim ljudem všeč, tako je, ne, potem bo tudi meni. Žirija, pa to se jim zdaj že zdi nekako preveč sofisticirano ali pa dajmo reči, te odločitve preveč skuhane ali kaj takega, ne. To je super nagrada, ni lepše, po mojem. Kako pa mislite, da je prišlo do tega, da je bil letos vaš film edini celovečerni pravzaprav v programu? Celovečerni dokumentarni namreč, ne? Ja. Pretekla leta se mi zdi, je bilo veliko več celovečernih dokumentarnih filmov. Ja, prav v tej dolžini ni bilo nikoli zelo veliko filmov, zaradi tega, ker z dolžino, ne, tudi pri dokumentarnem filmu, seveda kompleksnost narašča, s tem pa tudi strošek in vse ostalo. Tako da narediti en dokumentarni film, ki zdrži recimo teh, kot je ta 82 minut, kar ni tako poceni ali pa preprosto, no, ker to kar nekako narašča. In pač televizija tega formata ne podpira, to vemo, vse televizije imajo ta svoj format ura minus 5 minut. Se pravi, filmski center pa podpre, kolikor pač podpre. In teh filmov seveda ni prav veliko. Vse, kar je pa vmes, so pa včasih malo raztegnjeni, kakšni TV formati. Ali kaj, ne vem, mogoče vi veste, boljš kot jaz. Ja, različni so, ja. Tako je, no. Enostavno. Temu filmu ste zdaj posvetili dobra 3 leta, ne? Če sem prav... Ja, to je malo pretirano rečeno, da sem posvetil, vse sem vmes delal recimo tudi, nekem širšem časovnem. Vse sem delal tudi kakšne druge stvari vmes, ne. Ampak ja, namenoma sem se odločil, da bom si vzel čas pri tem filmu. Zavestno, zaradi tega, ker sem ta film doživljal tako ne zgolj profesionalno, ampak malo tudi osebno. In sem se prav lotil in sem se zavestno odločil, da se bom pri tem filmu odrekel delu svoje, bi rekel, profesionalne osebnosti, ne? In da bom šel bolj osebno. Zato, ker smo že pri Aleksandrinkah to izkušnjo, da v bistvu včasih se hecam, da bi najboljši dokumentarni film lahko posnel brez kamere, ne. Torej, to je tisto najbolj čisto, ne. Opazil sem, da vsaka ekipa, vsi kabli, vsi luči, ves ta nastop, ves ta performance, ki ga ima filmska ekipa, je v dokumentarnem filmu, kjer pred kamero niso profesionalci, lahko rušilen, ne, moteč. Ljudje pred kamero se radi počutijo varno, mirno, tako nekako, ne, in v tem primeru se bolj sprostijo, kot če je zadaj ves ta aparat, ki je pač, vse vemo, profesionalen in ima te standarde. Če hočeš dobro posneti ton, moraš imeti nekoga, ki stoji v čudni pozi, a ne. Če hočeš imeti dobro sliko, moraš imeti temen reflektor, pa še kakšnega zamorca spredi, pa ne vem, kaj še se nenadoma je cela inštalacija. No, seveda bi lahko dokumentarizmu posvetila eno celo oddajo. Za konec me še zanima, kakšni so vaši naslednji projekti? Že imate kaj v pripravi, že na čem delate? Ja, zdaj končujem pisanje, pravzaprav 10. verzije, zdaj piše, ne vem, če je res 10. enega scenarija, ki je podobno družbeno kritično angažiran, oster, pač na to temo. Gospod Pevec, hvala za obisk v studiu. Mi pa bomo še nadaljevali z intervjuvanjem nagrajenih filmov, tistih seveda avtorjev, ki so z nami v Portorožu, ker jih nekaj tudi ni. Preden gremo naprej, pa si poglejmo še, kaj se je dogajalo, mislim, da zdaj pa že včeraj, se pravi na soboto, na sobotni festivalski dan na Festivalu slovenskega filma, in sicer v sklopu Dokumentarni filmi 5.
resnica in ta bo v rokah tistega, ki bo zadnjo imel več dokazov. V soboto 19. septembra sta se ob 13. uri v sklopu dokumentarni film 5 zavrtela filma Optimisti in Križ in kladivo. Prvi je nastal pod taktirko Žiga Virca, drugega pa je režiral Bojan Labovič. Po projekciji smo uspeli nekaj besed spregovoriti tudi z režiserjem filma Optimisti. Kakšne tehnike si uporabil, prej so govorila, kako sprostiti človeka pred kamero? Zdaj, ko sprostiti človeka pred kamero, prva stvar je ta, da mora imeti tvoje zaupanje. Se pravi, da ve, da delaš isto, kar tudi on verjame, da bo na koncu iz tega nastalo, ne? Da ne delamo Borata, na primer, ne? Druga stvar je ta, da je v bistvu pri tem projektu bilo najtežje najti ljudi, ker res 90% dela pri tem projektu je bilo iskati ljudi, ki so pripravljeni nekaj povedati pred kamero, ne? Ker ogromno ljudi ima neka svoje mnenja, svoje razmišljanja in tako naprej, ampak da pa nekdo se pa res odpre in to pove pred kamero, jih moraš pa malo dlje časa iskati, ne? Lep pozdrav še enkrat nazaj, tokrat zadnjič. V studiu gostim še dva nagrajena z vestnami filmska ustvarjalca, in sicer Jana Cvitkoviča, ki je bil nagrajen za svoj kratki film Ljubezen na strehi sveta, tako pardon, in igralca v njegovem filmu je gospoda Iva Barišiča, ki je dobil vestno za najboljšo moško glavno vlogo. Dobro večer in čestitke za nagradi. Zanima me, kako je prišlo do vajinega sodelovanja. Kje sta se spoznala? Vi ste verjetno gospoda Barišiča poznali že od prej. Jaz sem gospoda Barišiča poznal prej, ko je gospod Barišič poznal mene. Zaradi tega, ker sem ga videl prvič v življenju pred mnogimi leti v eni gledališki igri Vita Tauferja, Plešasta pevka v Tolminu. Mislim, da je to bilo, a boš ti mogoče vedel, koliko časa nazaj je to bilo? To so bila 90. 15-20 let? Ja, kaj ta. Recimo 15 let, ne, 20 mogoče celo. 20 let, ne. 20 recimo, ne? Ja. Najbrž 20. V glavnem, on je bil na odru, jaz sem si zapomnil to igro zaradi tega, ker sem si zapomnil njega, kako sedi na odru na stolici in nič ne počne, ampak je to zelo močno nič počel, ne. Tako. In potem pač je čas potekal in ko je bil pravi moment, sem pač prišel do njega in ga zaprosil za sodelovanje. Je bil verjetno on prva izbira, ne? Za to vlogo. Vi, ko ste prebrali scenarij, ste bili v dvomih ali ste takoj sprejeli? Ne, jaz sem takoj sprejel. Prvič, jaz sem bil navdušen, da me je Jan sploh poklical, ne? Da sem imel šanso delati z njim, ne? To je vajino prvo sodelovanje sicer? Prvo, in jaz upam, da ne zadnje, da tako rečem. Sicer sva pol tudi nadaljevala potem, ne? Ne bom povedal, ne on pove, če hoče povedati, jaz ne bom povedal, ne bom izdal, ne? No in In potem smo napravili ta kratki film, ki je požel toliko uspeha, kot ste videli, da ga je. Povejte mi, kako ste snemali film? Lokacijsko je praktično relativno enostaven, recimo temu 2 lokaciji, 2 sceni. Je potekal v studiu, je snemanje potekalo v realu. Kako ste? Snemanje je potekalo v realnem okolju, se pravi v tej hiški leseni, nekje nad Ljubljano. Ampak na koncu smo to pač fiktivno umestili na streho ene stolpnice, ki je v nekem izmišljenem mestu. Se pravi v postprodukciji, to je vse trik. Zadnja scena, se pravi, če govorimo o zadnji sceni, drugače pa vse v eni hiški. Naj omeniva še, da je dobil ta film še eno vestno, in sicer za najboljšo glasbo. Ste se tudi za avtorja glasbe takoj odločili? To je bilo pa tako, da avtor glasbe je moj prijatelj Niko Novak, ki ni še delal glasbe za film, delal pa druge vrste glasbe, tako bolj alternativno, underground, rock and roll. In je pravzaprav bilo tako, da je on, ko je prebral scenarij, mi čez nekaj časa rekel, lahko ti pa jaz naredim muziko za ta film, če hočeš, ne. Jaz sem tako razmišljal približno 1 sekunde, sem rekel, seveda, ne, logično, normalno. In je rekel, kakšno pa, sem rekel, ti naredi nekaj, ne, se te poznam, ne, vem, da boš naredil dobro, ne, in
pošli, ko boš naredil. Ne? In tako je bilo in evo zdaj ima Vesna. Ki je pa žal ni prevzel. Ja. Sjajna fotografija je v filmu. To je Jure Černec. Tako. Čemu je, mislim, meni se zdi seveda odločitev, mislim, je jasna, ampak vseeno, zakaj je črno-belo? Tako, ko delaš film, ko imaš idejo za film, ko imaš v glavi film, ko imaš v glavi zgodbo, pač se ti počasi začne sestavljati tudi slika in včasih je to pisana slika, včasih ni pisana, včasih so neke ubite, zabite barve. Tle je pa tako jasno, da je črno-belo. Ne vem, razloga, zakaj je to tako je, ne vem, niti se ne sprašujem. Pač izbereš, koliko izbereš igralce na podlagi ene intuicije in tako naprej, ne, tako izbereš tudi fotografijo, ne. Film zelo temelji na postavljanju emocij, na gradnji, na gradiranju, na konfliktih. Kako ste snemali film v linearnem zaporedju, glede na to, da ste imeli eno in isto lokacijo, recimo temu, oziroma dve lokaciji? To se niti ne spomnim, dobro, mislim, da smo poskušali, kolikor se da, ne? Ja. Vam je to pomagalo? Na kak način ste se lotili? Na vsak način je pomagalo, seveda. Če greš od začetka do konca, meni se zdi to fenomenalno. Ja. Boljš kot da je razdrobljeno, bi rekel. Koliko časa pa ste se pripravljali na to vlogo? Gospod igralko zagotovo že poznate. Ste že poznali nekaj časa? Ne, moram reči, jaz njo poznam z odra, ampak jaz nisem nikdar z njo igral. In midva sva takoj dobila kontakt. In to je vajno prvo sodelovanje? Prvo sodelovanje na filmu. Prvo sodelovanje. Ampak jaz mislim, da je to zasluga Jana. Ko sem jaz gledal film in gledal sem ga tu prvič, mislim, da je Jan začaral zadevo, tako da sva midva in imela kontakt in da je napravil tak film, kot je. In moram reči, da jaz bi ga kar gledal, jaz sem pozabil, da sem jaz gor. Jaz sem mislil, da je to nekdo drugi. Ampak je res napravil neko, ne vem, utkal je neko dimenzijo. Meni je ta kratek film zadišal po Skandinaviji, ne vem zakaj, mogoče zaradi črno-bele fotografije ali zaradi vzdušja ali zaradi ne vem česa, ampak je to Bergmanovsko vzdušje, no, jaz tako mislim, ne, ampak to je moje privatno mnenje. In jaz mislim, da je to utkal Jan s svojim pristopom, s svojim načinom, ker je delo potekalo zelo mirno, zelo natančno in cela ekipa je bila za, kar je zelo pomembno. Niste jih ravno prikimali ob Bergmanovskem vzdušju? Ne, seveda, normalno. Jaz zelo malo filmov sploh gledal v življenju, Bergmana sploh nisem gledal, ampak valjda, vsak ima svojo asociacijo, normalno. Ampak če greš recimo zdaj v eno vas tam nekje gledati dva zakonca, ona da tudi živita v Bergmanovskem vzdušju, ampak ne veste recimo, da živita v Bergmanovskem vzdušju. No, seveda, se strinjam, popolnoma. Ampak če pa, se veš, kar se pa tega tiče, zakaj ta film deluje, ne? Ta film deluje iz preprostega razloga, zato ker smo uspeli vzpostaviti zelo močno atmosfero filma, ne? In atmosfera filma je v bistvu duša filma, ne? Ti lahko snemaš določene zaporedja slik in določeno zgodbo, pa je vse v redu, recimo, ne? Vse je v redu, nič ni narobe, ampak enostavno gledalec ne stopi v film, ne? Ker ne more. Ker film nima tistega vakuma, nima tiste izolacije, nima tistega, ni toliko samostojen, ne? Da bi lahko človeka posrkal noter, ne? Ni močnejši od kavča, recimo, ne? Ali pa od dvorane, ne? In ostane gledalec tam, ne? Ta film pa ima, ne, ta film ima, to vem in čisto. Film je odlično atmosfero. Enostavno te posesal v to atmosfero, ker enostavno, če ti gledaš film mora biti močnejši. Svet filma, ta paralelni svet filma mora biti močnejši v tistem trenutku, ko ti gledaš od tvojega sveta, ne, se pravi močnejši od kavča ali pa od dvorane, ne. Ker se potem samo lahko zgodi, da gre gledalec skozi zek noter, ne, ker če ne, gledalec ostane tam in film ostane tle, ne, se nič ne zgodi, ne. In zaradi tega ta film ima ta ritem, to montažo, te slike, te emocije, ta power obeh igralcev, power cele ekipe, recimo, ne, ki ga noben nikoli ne vidi, da enostavno premesti gledalca iz njegovega sedeža noter, ne. In potem temu se reče atmosfera in to je karakter filma, atmosfera, ne, in s tem uporabljamo različne besede, ne. In ko se to enkrat zgodi, potem niti ni važno,
kakšna je zgodba. Sploh ni toliko bistveno, kakšna je zgodba, ne? Ampak mislim, da te vzame. Jaz bi za zaključek me samo še zanima, poznate Altmanov film Kratki stiki, Shortcuts? Ste gledali? Mislim, da sem gledal pred leti, to je ta star film, ne? 93. Aha. Ker me je cel prizor, situacija me je spomnila na prizor iz filma, ampak hvala vama za obisk v studiu, gospod Jan Cvitkovič in gospod Ivo Barišič. Hvala lepa. Mi smo z našimi pogovori v živo z avtorji oziroma z nagrajenci Vesen zaključili. Zdaj pa si poglejmo prispevek o sklopu kratki in celovečerni film 7, nato pa še pogovor v studiu. Pozdravljeni v današnjem pregledniku. Tukaj v studiu gostim režiserja filma Julijana Alfa Romeo, Blaža Završnika. Pozdravljen, Blaž. Danes izjemoma tale pogovor ne teče po dejanski projekciji, ampak že mečkam prej. Tako da te ne bom še povprašala po festivalskih odzivih. Me pa zanima, glede na to, da je film, kot si omenil že, preko so se pogovarjali, imel že v bistvu 3 premiere po Sloveniji. Kakšne vtise ti je pustil, v bistvu so ti pustile te premiere? Ja, imeli smo v bistvu 3 premiere, eno v Koloseju, eno v Cineplexu v Kranju, pa eno v Kinu Bežigrad. Vsaka je imela mogoče različno populacijo, ampak vsem je bilo nekako enotno, da res so ljudje, ki so gledali film, se uživeli, so uživali, je bil smeh v dvorani, so nekako živeli s filmom od začetka do konca. Jaz bi rekel, da so bili zelo dobri odzivi, predvsem recimo v sredo, kjer so bili samo srednješolci, je bil ta odziv res dober. Tako da smo bili pol kar mal, nekako nam je odleglo, češ, mogoče smo pa le dosegli to, kar smo hoteli. To je verjetno povezano tudi s tem, kako ste film zasnovali že tudi od začetka nekako glede promocije. Namreč imeli ste zelo močne odzive tudi prek socialnih omrežij, tudi nekako ste tako zastavili to promocijo, da so recimo ljudje lahko skoraj na nek način sooblikovali vaš film. Tudi recimo audicija za glavno igralko in igralca se mi zdi, da sta potekala na ta način, da so lahko ljudje izbirali, kdo bo. Ne, čistko ni bilo. Smo pa imeli v bistvu audicije po celi Sloveniji, od Murske Sobote do Kopra, kjer smo iskali praktično celotno zasedbo, razen starejših likov, ki so bili profesionalni igralci. Tako da smo res takrat, že v uni fazi, ogromno ljudi v bistvu na nek način tudi obvestili o tem, da nekaj nastaja. In hkrati nam je pa to pomagalo res priti do nekih igralcev praktično z ceste, ki so dejansko dobri in lahko igrajo srednješolce, ker to je ta ključna težava. Kdo bo zdaj igral srednješolce? Se greš malo Hollywooda pa zaposliš 30-letnike, pa vse zgleda malo hecen, ali pa probaš nekoga najti, ki ima talent, pa mogoče nima zares izkušenj igralskih, ker pri nas pač enostavno se toliko malo filmov posname, da nimaš teh nekih samo filmskih igralcev. Tako da je bil to en način. Te družbene omrežje smo pa nekako pol ves čas, ko bi rekli, valili s filmom. Smo tam iskali tudi statiste, pa nekako smo probali tudi v tem smislu približati, ker Facebook pa ostale stvari so v bistvu zdaj mladim osnovni vodnik komunikacije, tako da je pač tudi malo iz nuje nastal, malo pa iz nekega plana. Kako pa, da si se odločil, da boš tokrat v bistvu se lotil žanra najstniške komedije? Recimo, pri nas ta vsekakor ni tako zelo zastopan. Jaz se recimo spomnim na zadnje filma, mogoče V petek zvečer najbolj, ki bi temu ustrezal. Ampak je vseeno pa tudi pri tvojem zadnjem celovečercu Pot v raj že nekako nakazano bilo, da so tukaj neke zgodbe, ki jih želiš povedati predvsem v neki tej generaciji ljudi. Ja, mislim, Pot v raj je vseeno bil bolj generacijski film kot ta, se pravi, bolj o nekih mojih letih. Mogoče sta bila že malo mlajša, ampak vseeno so bile te neke dileme moje generacije. Zdaj, pri temu je zgodba nekako razdeljena. Eno je to, da sem jaz res v tistem času hotel napisati en podoben scenarij. Imel sem idejo, sicer bi se dogajal v začetku faksa, ampak
Meni so blizu, ta žanr mi je ful blizu, rad ga gledam, uživam v njemu, kot se to malo hecen sliši za tipa mojih let, ampak no in sem hotel napisati, poli pa nekako po naključju prišli do tega, da so producenti prišli do mene in rekli, lej, tle imamo en scenarij srbski, preber pa povej, kva se ti zdi. In jaz sem bil navdušen, ker je imel tak odličen zaplet, dobri liki in sem rekel, ja, mislim, to je hudo, jaz bi to delal, ne, z veseljem. No in je pol nekako na ta način prišlo do tega. Mi da so pol z Andrejem Zupancem, dramaturgom, predelala ta scenarij, ga predstavila v Slovenijo, vnesla neke elemente, ki so meni blizu, šla bolj v neko to, rečemo temu, malo romantično smer. Tako da je deloma, mislim, jasno, ni bilo samo na mojem zelniku, ne, vse skupaj. Sam trenutno pogledam. Aha, ok. Predvsej stenografsko piše, pa je to. Ja, to je bil moj problem v bistvu, ker ne znam prebrati zdaj, kaj sem želela. Prej sem te že prosila, če mogoče se spomniš kakšne anekdote snemanja. Glede na to, da si imel dosti mladih igralcev, so navajeni tega procesa snemanja filma, da morajo dosti verjetno čakati in bilo mogoče to kaj naporno zanje, pa so si ustvarili nek svoj svet usporeden temu snemanju filma. Ja, zdaj, mislim, ti glavni igralci so, se mi zdi, po parih dneh vsi padli v čisto to neko profesionalno, kako bi rekel, temu obnašanje. Se pravi, so se obnašali tako, kot se spodob. Čakaš, dokler nisi na vrsti, brez nekega pritoževanja. Jasno, tako kot si sama rekla, imeli so nek kotiček, kjer so se, če jih je bilo več, vedno pol malo pogovarjali, se zafrkavali, kar je bilo super. Hkrati smo imeli pa eno punco, ki je skrbela za njih in je na nek način tudi ves čas vzdrževala neko dobro voljo. In to je bilo ključno. Ona je tudi skrbela za statiste in je to, da imaš nekoga, ki ti ves čas mal skrbi za njih, je bilo odločilne. Ker tako, ko bi oni tam postali malo zaspani ali pa ne vem, ali bi jim bilo dolg čas, ne, bi se to poznali na igri. No. In to je zanimivo, nisem prej nikoli pomislil na to, ampak je res doprinesel tudi v boljši igri, kot se to absurdno sliši. Si mogoče tudi kakšne njihove napotke, kdaj glede zgodbe sem mogoče rekla, jaz pa tega ne bi tako na ta način rekel ali pa naredil? Ja, dialoge smo zelo prilagajali njim. Se pravi, jasno, mislim, jaz že ne govorim več tako, kot govorijo zdaj 18-letniki. Tako da, kar se tega tiče, so oni jasno dajali predloge, smo prilagajali tekst, jaz nikoli nisem ful rigorozno okrog teksta, dokler pač vodi v eno neko smer ali pa dokler so povezave pol z temi scenami naprej delujoče. Tako da ja, tako igralsko, kakor čist, kar se tiče replik, sem vedno nekako probal sprejeti to, ker je bilo večinoma genialno in iskreno in življenjsko. Kje bo pa občinstvo lahko videlo to film zdaj naprej? Film je v bistvu že štartal v kina, ravno kar v bistvu včeraj. Vrtel se bo praktično v vseh kinomrežah po Sloveniji, v Koloseju, v Cineplexih, v kinu Bežigrad zdaj nekaj časa. Tako da praktično kjerkoli kinodvorana vsaj nekaj časa bo predvajala ta film. Si mogoče začrtali tudi kakšno še drugo festivalsko pot ali je predvsem namenjena, se ti zdi, drugačni publiki? Ja, glede na žanr filma, recimo za najstniške komedije ni veliko festivalov, ki bi to vrstne filme na ta način lahko predvajali. Je pa res, da smo v bistvu že pred premiero dobili World Sales, se pravi nekoga, ki bo zastopil film po celem svetu, kar je ogromna stvar in vsa čast producentom, da jim je to uspelo. Tako da se bo zdaj začel pač dogajati karkoli se bo. Zdaj jaz ne vem, nimam nekih utvar, da bo imel neko, kako bi rekel, dolgo festivalsko pot, ampak zdi se mi pa, da se vseeno da še kaj mogoče zgoditi na tem področju. S kakšnim izzivom se boš pa zdaj ti sam kot režiser naprej spopadal? Že imaš verjetno imaš že kakšne nove projekte, glede na to, kako produktiven si generalno? Ja, v bistvu ravno kar smo z glavnim igralcem Darjetom smo bili, pa še z dvema puncama, smo bili na poti po Jugoslaviji, kjer smo snemali
približno 3 tedne en dokumentarni film o našem odnosu do Jugoslavije, o tem, kam je šla ta Jugoslavija, nekako srečevali ljudi in raziskovali. Tako da to je ena stvar, ki smo jo zdaj prav snemali. Drugače končujem en dokumentarni film o 20 letih slovenskega hekanja. Se pravi, kva se je pri nas dogajalo, to so tudi ene zgodbe, ki sploh ne vemo, da obstajajo, so pa ogromne in nekatere tudi povezane s celim svetom in z Ameriko, FBI, mislim, to so tako zanimive zgodbe. Pišem pa v bistvu zdaj nekako en scenarij, predelavo enega romana, šlo bo pa za znanstveno fantastično zgodbo po romanu enega slovenskega avtorja. Tako da s tem se zdaj ukvarjam, zdaj čisto en drug žanr šel, ampak me je toliko zaintrigirala zgodba, da nekako kar nisem mogel reči ne. Jaz ti želim veliko sreče pri vseh teh projektih, ki si jih boš lotil, pa seveda tudi za dobro popotnico za Julijo in Alfa Romeo. Kaj pa bomo pa danes še videli. Hvala. Hvala tebi. Najlepša hvala, ker ste spremljali z nami ta pogovor. Zdaj vas povabimo, da tudi naprej še spremljate program AKTV. Najlepša hvala in lahko noč. V 7. sklopu kratkih in celovečernih filmov smo si ogledali 2 filma. Prvi je bil kratki, črno-beli skaterski film Kristjana Stramiča Pečat, drugi film Julija in Alfa Romeo, režiserja Blaža Završnika, pa spremlja Tilna gimnazica, ki svoji trenutni punci v upanju na izgubo nedolžnosti s figo v žepu priseže večno zvestobo. So slednje nenadnih in neprijetnih dogodkov pa Tilnu kmalu zamaje tla pod nogami. Prepričanje, da je uročen, mu preprečuje zbližanje s sošolko Saro, pravo ljubezen njegovega življenja. Jaz sem dobil v roke scenarij srbskih 2 scenaristov in mi je bil tako blazno všeč in v bistvu tako s povabilom, da bi ta film režiral. In sem valjda takoj se odzval z veseljem in sva ga v bistvu pol z dramaturgom predelala, da je primerno za slovensko okolje. Zdaj tako, mi smo imeli audicije po celi Sloveniji, 700 ljudi je prišlo njih od Murske Sobote do Kopra in smo v bistvu nabrali neko ožjo skupino, pa smo imeli drugi krog, to je res kar trajalo, da smo pol prišli do ljudi, ki so bili res primerni za vloge. Prav to sem iskal, da so specifični za to vlogo. Poglejmo si režijo, imamo v ušesu in se iz mene zafrkava. Poglejmo si še prispevek o kratkih in koprodukcijskih celovečernih filmih 4. Zdravo. Hvala. V sklopu koprodukcijskih filmov smo si tokrat ogledali kratki animirani film Wienerblut, ki avtorjev spominja začetek 2. svetovne vojne. Spremljamo odhod gospe Sarike v judovski upokojenski dom. Kar naj bi bil miren konec življenja, se prelije v grozo holokausta, katerega žrtev postane tudi sama. Celovečerni igrani film Spomini utopljenca pa govori o moškem, ki je popolnoma ločen od svoje preteklosti in spomina. Drug film sem pa glih kolegu, ki je zraven rekel, če bi ga gledal na televiziji, bi ga gledal mogoče 30 sekund, ker pričakuješ nekaj dinamičnega, hitrega in podobne zadeve. Tukaj sem pa kar lepo obsedel in gledal in razmišljal in se mi zdi zanimiv film, vendar, kot rečeno, takih danes ne delajo prav veliko, pa razmišljati smo se odvadili. Čem sem razmišljal? Razmišljal sem o tem, kaj je hotel povedati, kako je hotel povedati in mislim, da bom mogel še malo razmišljati, ker nisem dojel. Ja, pred festivalom oziroma pred festivalskim auditorijem je še vedno zelo, zelo pestro. Mi smo si pogledali prispevke, ki smo jih pripravili včeraj, se pravi v soboto. Jutri je še en dan, v studiu se bodo o
festivalu slovenskega filma pogovarjale dekleta iz skupine Filmflow in bodo razvile eno kritiško debato na to temo. Tudi v ponedeljek pa bomo pripravili še zadnji festivalski preglednik, ki bo nekako zaključil naše delovanje na akademski televiziji oziroma festivalu slovenskega filma. Sliko pa se že selimo pred auditorij, kjer poteka zabava, kjer se filmarji zabavajo oziroma se pravzaprav končuje. In iz režije mi sporočajo, da je potrebno oddajo zaključiti, ker so tudi filmarji zabavo zaključili. Hvala, da ste bili torej z nami. Spremljajte nas še naprej, sledi filmski program in na to seveda ponovitev ostalih programov. Jutri ob 11.30 še vedno zajtrki z avtorji, ob 13. uri pa tiskovna konferenca o festivalu slovenskega filma. Lahko noč.